Lepo pozdravljeni. Današnja gostja podcasta Poslušam se je magister profesor logopedije Nina Šantej. Sem zelo vesela, da jo gostim, hvaležna. Nina je ustanoviteljica spletne strani in bloga logopedinjanina.si, kjer najdete veliko uporabnih vsebin in člankov z govorno-jezikovnega področja. Svoje znanje pa brezplačno deli tudi na Facebook in Instagram profilu pod logopedinjanina. Vabljeni zelo k sledenju. Nina, lepo pozdravljena. Današnja tema pogovora bo govorno-jezikovni razvoj dojenčka in malčka. Kdaj se po tvojem mnenju začne govorni razvoj dojenčka? Najprej še en lep pozdrav z moje strani, seveda vsem, ki naju poslušajo. Vem, da so to kar v današnjem času zelo pomembne teme, tako da super, da sva se našli. Zdaj, kdaj se začne govorni razvoj dojenčka? Če bi se tako res morala odločiti, da postavim neko mejo, bi rekla, da se začne ob rojstvu. Če pa malo kompliciram, bi pa rekla, da v bistvu že ob spočetju. Če še malo bolj kompliciram, pa že veliko prej mama sploh zanosi. Saj to, kako se bo dojenček razvijal, v veliki meri odvisno od zdravstvenega stanja mamice in očija. Ampak ja, to je pač, če kompliciram, ne? Če gremo na to, da se prične ob rojstvu, bi rekla, da to je zato, ker takrat začne otrok poslušati te zvoke bolj res v takšni meri, kot jih bo v bistvu preostanek življenja poslušal. Takrat prvič uporabi glasilke, ko se rodi, začne uporabljati svoja govorila za hranjenje, uporablja svoja govorila za izražanje potreb. V začetku vemo, da je to jok. To je njegova komunikacija, to je že akcija, že delamo, že začnemo, se že odziva dojenček. Seveda pa pač ni zanemarljivo, da se temelji postavljajo že v maternici. Vemo zdaj že, da otrok že sliši zvoke, že dokaj kmalu tekom nosečnosti, tudi začne imitirati požiranje. Vidimo lahko tudi kdaj na ultrazvoku, da že prst sesa dejansko. Tako, vse stvari že dogajajo. Zdaj to, več o tem, v katerem tednu nosečnosti se kakšna stvar razvija, in po drugi strani tudi, kaj mi lahko storimo, da svojega otroka že tu podpremo. So meni danes všeč že številne aplikacije, ki so res že veliko bolj dodelane kot recimo nekaj let nazaj. To lahko zdaj primerjam z mojo prvo nosečnostjo, pa zdaj, kakšne so v bistvu že razlike. Je pa res, da jih je večina v angleščini. V slovenščini mogoče pa se bolj lahko poslužujemo kakšnih portalov. Zdaj mi prvo pade na pamet ringaraja.net, so tudi že drugi podobni, ampak imajo že res lepo po tednih napisano, kaj v določenem tednu naj bi naš otroček v trebuščku že bil zmožen, kaj je že, katere strukture so že oblikovane. In se mi zdi tako fajn, da spremljamo ta razvoj. Mene, kar je zelo pritegnilo, je bilo pa to, da tudi opozorijo na to, na potrebo po nekih določenih mineralih, vitaminih, ki so v nekem obdobju bolj pomembne kot v drugem, in te opozorijo zdaj, kakšno hrano jesti, česa malo več pojesti, česa se kaj izogibati, da mi lahko zagotovimo in dovolj in primerne hranilne snovi za optimalen razvoj tega našega otročka, ker v nosečnosti gre za to, da pač ta otrok zraste, da se te celice prav skupaj pokonektajo, da se te strukture sploh ustvarijo na ta prav način. In enkrat sem slišala en stavek, ki mi je bil zelo všeč in mi še danes vedno odzvanja v mislih. Smo to, kar jemo. In če to povežem s tem, v bistvu iz tega, iz česar otrok nastane, je to, kar mi jemo. Za miselce kdaj, ne? Tako, ja, res dobra misel, ja. Ja, če imamo največ pomanjkanje določenih potrebnih snovi, ki jih ta naš dojenček, ta naš otroček v trebuhu potrebuje za to, da bo zdaj recimo, ne vem, se neko nakovalce v ušesu pravilno razvilo. Ja, moramo paziti na to, kaj jemo, kako jemo. Se res plača potruditi takrat v nosečnosti, ima res veliko koristi, no? Da res pazimo, tako, kot si rekla, na prehrano, pa dodatke. Predvsem verjetno tudi folno, pa dodatna minerale, ja. Točno te stvari so tako, bi rekla, pomembne. Ampak še vedno, ja, hrana je pa tista osnova, s katero pač smo to, kar jemo. Dejansko mi ta stavek nikakor pol ne gre ven iz glave.
Je pač res, da to ni zdaj, da bi rekla pa edini vzrok, da bo otrok, zdaj, če pa jaz dobro jem, pa otrok ne bo imel težav. Ni nujno, ne? Še vedno je tu v ozadju veliko raznolikih vzrokov, nekatere stvari se tudi nikoli ne uspe odkriti, kje je bil problem. Veliko naredi genetika, na katero težko vplivamo, ampak nekako sem želela se tukaj dotakniti tega, kaj jaz v nosečnosti lahko naredim za govorni razvoj otroka. Pazim nase, pazim na prehrano, stres, gibanje, pač take osnove, ki jih lajnamo že vse povsod naokoli, ampak žal pač to je to, ja. To je glavno. So zelo pomembne. Mogoče tukaj še eno vprašanje. Glede prepoznavanja, dostikrat sem tudi prek kakšnih podcastov slišala, da v bistvu otrok že takoj, ko se rodi, prepozna glas mame. Kako mogoče ti znaš bolj z logopedskega oziroma kako je s prepoznavanjem glasu mame, očeta po rojstvu? Tu gremo zdaj v ta čas nosečnosti, ki sem že prej rekla, da že kaj kmalu je otrok sposoben poslušati. So te glavne strukture že narejene in otrok potem kar nekaj mesecev preživi v tem, da konstantno posluša bitje srca mame, ti pretoki, ki se vse dogajajo v njenem telesu, in ker je pač vedno z mamo, on vedno njo posluša, ves čas poslušate mamin glas, mamin govor, to je njegova stalnica, to je, če gledamo recimo v primerjavi z očetom, če oče je v službi 8-9 ur, ga pač niti ni zraven, je tega veliko manj, kot je pa pač mame, ki se je ne more izogniti in ta glas je ves čas prisoten in mu je to stalnica. In ko se rodi, mu je to tista povezava s tistim varnim obdobjem, ki je bil prej, da je to tisto nekaj, kar pa poznam, nekaj, kar je poznano. Že recimo od tega ga odtrgamo, od bitja srca, od vseh teh pretokov, ki se dogajajo v maminem telesu. Ampak ta mamin glas je pa znan, je pa nekaj znanega, tudi če je pač otrok, 3 metre stran od nas. In ja, so sposobni in tukaj je ta pomembnost te mame in maminega glasu in da mi pojemo in se pogovarjamo in govorimo in da vse naš otroček v trebuhu spremlja. Ja. No, bi se pa tukaj mogoče še na to eno tako zanimivost navezala. V tem prvem letu oziroma kmalu po rojstvu so otroci sposobni zaznavati malo morje nekih različnih glasov in tudi tukaj, če se dotaknemo recimo, š, ž, r, m, n, vse te, ki jih mi pojmujemo kot glasovi, je za dojenčka pač čisto vse, se on rodi na Kitajskem ali pa v Sloveniji, bo on zmožen glasove jezika usvajati. In tudi, ko se začnejo oglašati, slišimo marsikatere glasove, ki jih v našem jeziku sploh nimamo. In če smo kdaj pozorni, nam je tako podkje si zdaj ta nek ali pa ne vem, kaj našel. Ampak ja, to je to, pač igranje z govorili, zmožnost sproducirati, res ni, da ni kaj vse. S tem, ko je otrok obkrožen z jezikom in temi specifičnimi glasovi pač jezika, v našem primeru je slovenščina, s temi izkušnjami ohranja tiste, ki jih sliši in opušča tiste, ki jih ne. Tako da, če on ne bo nikoli v okolju slišal je ga s časoma ne bo nikoli tudi sam produciral. Bo se pa bolj fokusiral na tiste, ki pa so. Iz tega vidika je v prvem letu prav tako pomembno, da mi ves čas nekaj čeblamo otroka. Sploh v tem začetnih mesecih, čeprav vemo, da pač še ne razume. Ampak spet, ta materin glas, da je ta občutek varnosti, poznam to in to, da ko mama govori, in tukaj morava še poudariti, da pravilno govori, ker če mama bo pravilno govorila, ja, kateri glasovi bodo potem ostali? Napačni, nepravilni. Tako da tukaj je ta, da posluša in se s tem uči. Si ful lepo povzela. Res je to pomembno, že tako v zgodnjem obdobju, že zaradi večjih in zaradi varnosti, tako kot si rekla, in zaradi pač samega govorno in kasneje pa tudi jezikovnega razvoja. Ja. To je pa res tudi zanimivo, ker sem tudi v praksi pri hčeri opazila, da polje res čedalje izginjajo te glasovi, ki pač niso v našem jeziku. Ja.
Zelo zanimivo. Ok, mogoče zdaj smo bili res čist pri novorojenčku, pa bova tudi mogoče še kar začele, pa bova pol daj se intenzivno govor razvije. In sicer, kako poteka ta govorni razvoj dojenčka od rojstva, se pravi, ko je novorojenček, pa do 3 mesecih in mogoče nekaj o kakšnih optimalnih spodbudah. Verjamem, da mamice pač to zelo zanima, pa mogoče, če lahko že v tem obdobju opazimo kakšne, bi rekla, upozorilne znake, da se kaj ne razvija tako, kot bi po razvojnih mejnikih pričakovali. Pa kam po pomoč, če je opazno oziroma če ocenijo tudi pediatri oziroma kdo to oceni. Če mogoče kaj več o tem. Na splošno zelo nerada govorim o nekih mejnikih, kaj ne bi otrok znal v določenem obdobju, pač kakšni so opozorilni znaki. V bistvu vse to, kar si ti zdaj me vprašala. Zakaj? Zato, ker takrat, ko se mi pogovarjamo ali pa ko poslušamo te stvari, ni nujno, da se te informacije tičejo nas, našega otroka in nam izpuhtijo iz glave. Raj rečem, priporočam, da si starši ogledajo mejnike za neko posamezno obdobje, v katerem njihov otrok ali pa otroci so. Zraven tudi tiste, ki so 1 stopničko nižje in tiste, ki so 1 stopničko višje. Ampak sam te mejnike, da si recimo starš pogleda. In ne samo za govor, ampak za vsa področja razvoja. Na tem mestu bi mogoče šla še tako na eno drugo temo, ampak je zelo pomembna. In sicer to, da moramo mi pri otroku skrbeti za vsa področja razvoja, da bo tudi govorno-jezikovni razvoj napredoval. Ker so si vsa ta področja med sabo povezana, prepletena. In če je recimo na enem področju velik problem, bo vplival tudi na ostala. Zdaj pač nekatera več, nekatera manj. Naprimer, če je otrokov gibalni razvoj že v začetku problematičen, če je groba motorika dolgo časa šibka, ja, verjetno bo tudi fina motorika in lahko pričakujemo tudi okrnjen govorni razvoj, ker pri govoru mi potrebujemo ogromno gibalnih spretnosti. Če ima otrok recimo težave s pozornostjo, je velika verjetnost, da bodo govorno-jezikovne težave, ker bo imel težave s poslušanjem, ki pa je osnova za učenje govora in jezika. To se mi zdi še tako fajn, da izpostaviva, ker se velikokrat zgodi, da dobimo otroke v obravnavo, ja, je zelo velik problem na področju govora, ampak jaz vidim probleme tudi na drugih področjih in mi je težko, ker vem, da ne bomo dosegli nekih velikih napredkov, ravno iz tega, ker je problem pozornost. Če otrok mene ne zmore neko, recimo banana, če ne zmore toliko dolgo me sploh poslušati, ne bova prišla do te banane. In je pa težko, kako staršem zdaj razložiti, lejte, jaz vam zdajle, saj vam lahko pomagam in bom pomagala in bomo napredovali, ampak ta napredek bo majhen. Dajte vi najprej to pozornost malo okrepiti, jo izboljšati in če se bo izboljšala ta pozornost, se bo avtomatsko tudi govor izboljšal. In vidim tako, da so včasih starši res fokusirani na ta eno področje, če šle imamo bolj velik problem, ok, govor je, rabimo logopeda. Pa se velikokrat zgodi, da bi logoped mogel priti malo kasneje na vrsto, kot v tistem trenutku. V bistvu res ta povezanost, kako gibalni razvoj vpliva na govorni, pozornost, koncentracija tudi. Tako res, da ne smemo otroka gledati samo na enem področju, ampak povezanost vseh področij. Tako, in pa če se vrnem zdaj na te mejnike, da si res pogledamo tiste mejnike, nekako veljajo za našega otroka. 1 stopnička manj, pa 1 stopnička višje. No, tako si zdaj mi veliko lažje predstavljamo, kaj pričakovati in ker se tiče točno tistega obdobja, v katerem smo, lažje razumemo kot starši, lažje si zapomnimo. Ker če ne vem, naju zdajle posluša ena mama, ki je še noseča, pa bova mi dve govorili o 3 mesecih, ona preden bo do teh 3 mesecev prišla, bo to že vse ušlo. In zato, ker jaz malo bolj tečnarem s tem, glejte, mejniki so zunaj, da se jih dobiti, poglej si jih in spremljaj takrat, ko rabiš. Ko je to aktualno. Enako svetujem recimo vzgojiteljicam v vrtcu. Natisni si mejnike za tisto starostno skupino, ki jo imaš, nekam na vidno mesto in lahko potem tudi se vedno vrneš tja, ko si v dvomih. Mislim, se mi je super, ko me vprašajo, pa kakšen dvom izpostavijo, tudi to vprašanje, a je to v redu za to starost ali ni, mi tako, pa lej, vse ti piše tam, dej, ko si v dvomih, tle imaš napisan, poglej,
a je v redu, da ima samo 2 besede, ali bi mogel imeti že 5 besed. Ne? Tako, da so nekatere stvari v teh mejnikih že v bistvu zapisane in si lažje predstavljaš, a zdaj kompliciram tej mami tamle, da ta otrok pa še ne zmore v stavkih govoriti, malo še počakam. Je pa nujno vedeti pri teh mejnikih to, da to so neki okvirni mejniki, ki temeljijo na celotni populaciji in ne na našem otroku. Vsak otrok ima še vedno svoj tempo. In to so neka splošna priporočila, da se lahko na neki opremo, da gledamo zdaj, kaj naj bi bilo na celotni populaciji pričakovano. In zato rečem, vedno poglej tudi 1 stopničko nižje in 1 stopničko višje. In če si v tem nekje krogu, je okej. In še ta del, če že gledamo recimo sosedovo Micko, kako pa tam gre, kaj je točno toliko stara, kot naš, vedno gledajte vsa področja. Ne le eno. Naprimer, sosedova Micka pa že zna, naš pa še ne. Ojoj, panika, kriza. Ne se tle ustaviti. Iti naprej, recimo, sej naš pa že zna voziti kolo, Micka pa še ne. Da pogledaš tako svojega otroka celostno in nadaljuješ tako, kot ima naš otrok še čas za ima tudi Micka še čas za kolo. Okej je. Tako smo hitro radi ta primerjava. Pa velikokrat tudi zadnje čase poslušam, sej vem, da ne smem primerjati, pa rečem potem, je pomembno, da primerjamo, ker moramo tudi vedeti, kaj je normalno. Sam ne iti primerjati v to, ker pa Micka že zna mora pa naš tudi. Ne, glej celostno, glej vsa področja in če je več teh področij, nekih kritičnih, zaskrbljujočih, potem se obrneš po pomoč. Mislim, da si dala en zelo odličen nasvet vsem staršem, da res gledamo 1 stopničko naprej, pa nazaj, da vidimo. Pa tudi glede primerjav, mi je zelo všeč, da nekako vemo, kaj je za tisto obdobje značilno, samo da nismo pa pri tem omejeni samo na en vidik. In se mi zdi, da je res tudi en tak odličen nasvet. Pa ne se zadovoljiti s tem, ker tako radi slišimo v zdravstvu, ima še čas, sej ima še čas. Ta ima še čas je vedno potrebno res dobro premisliti. Ali ga ima res, ali se da pomagati kaj, vsaj z, nekaj nasveti, z nekaj spodbudami. Ne zdaj, da mora pač otrok iti redno obravnavo. Ampak daj mu vsaj 1, 2, 3 nasvete, ki bodo spodbudni v tistem trenutku in bo mogoče otrok speljal stvari. Se mi zdi, da v zdravstvu se vse tako malo črno-belo gleda. Ali je še okej, ali je pa že taka kriza, da ojoj, in samo tisti lahko pridejo v obravnavo. In imamo danes, jaz vidim največji problem ravno v tem, ker mi nič ne naredimo na preventivi in se ti otroci nabirajo in imamo ogromno dela potem s tistimi, ki imajo resne težave pri 5 letih, ker pri 3 letih nismo hoteli 1 ali pa 2 nasveta podati. Nismo hoteli. Sistem je sistem, nam kot zdravstvenim delavcem ne omogoča ravno veliko svobode pri tem. Ja. In pa še na tem mestu priporočila nekaj literature, ker sem prej rekla, obstajajo že mejniki, pa pride nazaj vprašanje, kje, jaz nič ne najdem. Zato prvo leto, jaz bom šla kar malo na prvo leto, sicer sem vprašala za 3 mesece, ampak vem, da bi rada govorila še o 6 mesecih, pa v 1 letu, bom jaz to kar zdi tako super. Ko bi rekla, bom malo zakrožila. Tako, smiselno, super. Kot prvo res priporočam knjigo logopedinje Nives Skamlič Od joka do prvih besed. Ta zajema prvo leto in je tak res temelj. Vse te temeljne zadeve, pač zajema to prvo leto, ampak je pomembna tudi kasneje, ravno zaradi teh temeljev, kako komunicirati z otrokom, da smo čim bolj podporni. In čeprav je to prvo leto v bistvu neko predgovorno obdobje, pa se tu postavijo tisti glavni temelji. Če mi v prvem letu smo zadovoljni s tem, da otrok samo spi pa je, pa ni veliko aktiven, počiva, v bistvu ni zagovorni razvoj to neko spodbudno. Ja.
kot dober vir informacij tekom otrokovega odraščanja, ko je 1 leto star, 2, 3, 4, 5, da lepo sledi tem posameznim letom, je knjiga Liba Laca Lak, logopedine Simone Levc. In je primerna tudi za vzgojitelje, ker zajame tudi nasvete, na kaj biti pozoren v vrtcu, kaj v vrtcu početi, tako razdeljeno lepo, kaj lahko starši počnejo, kaj lahko vzgojitelji počnejo in seveda vsi ti razvojni mejniki, kaj pri kateri starosti pričakovati. Pa tudi lušne aktivnosti so noter. Ja, en kup enih aktivnosti je v obeh knjigah. In od joka do prvih besed so pač fokusirane aktivnosti bolj na to prvo leto. Ravno to, pri 3 mesecih, kaj delati z otrokom, kdaj biti že kaj pozoren, da kaj ni okej. Isto ima tudi Simona Levc v svojem priročniku. Kaj pričakovati, kaj predstavlja odstopanje, kaj predstavlja skrb. Zdaj pa greva še malo ven iz knjig pa na splet. Na spletu mi je pa trenutno najbolj všeč za ta dejanski pregled mejnikov spletna stran Moj logoped pod zavihkom govorno-jezikovni razvoj po obdobjih. Lepo razdeljeno vsa obdobja od 3 mesecev do, mislim, da 7 let. Za vsako obdobje posebej, kaj pričakovati, kdaj delati paniko. Lep ta pregled teh mejnikov, kaj kdaj pričakovati. Super, pa nisem še zasledila te spletne strani, tako da hvala, ful bom pogledala test. Vidim, da je tako problem. Informacije so, ampak kar nekako ne pridejo do ljudi. Ja, kljub temu, da dosti sledim, pa še vsem kdaj kakšna stvar uide, tudi kakšen tak koristen portal. Tako da hvala, ful zanimiv. Vse bi te prosila, da nekako mogoče povzameš, kaj so pa tiste glavne značilnosti, ki jih glede govorno-jezikovnega razvoja lahko pričakujemo recimo v prvem letu njegovega življenja. Ja, v prvem letu je ključno, da mi delamo veliko na komunikaciji. Da otroka tekom vsak dana čisto spontano učimo, kaj sploh ta komunikacija je. Da gre za izmenjavo sporočil. Da jaz nekaj sporočim in dobim odgovor. In to se ne nanaša samo na govor. Komunikacija je veliko, veliko več. To so vsi nasmehi, dotiki, mimika obraza, govorica telesa, tudi naše počutje in vso to odzivanje. Vse to je komunikacija. Mi smo kot ljudje, kot družba ustvarjali govor, jezik kot eden izmed načinov komunikacije. In otroci v prvem letu, prvem pa pol, pa mogoče bi rekla tudi do drugega, so res mojstri branja neverbalne govorice. Im je to tista glavna stvar. In na nas je, da tudi mi potem smo bolj pozorni na ta del, na to komunikacijo, na neverbalno sporočanje. Recimo čisto v začetku temelje za razvoj govora in jezika postavljamo že s tem, ko se mi odzivamo na otrokove potrebe. To je tista čista prva komunikacija, ko otrok joka, ker je lačen. Mi se hitro odzovemo in ga nahranimo. Že to je ta prvi temelj, ki ga moramo mi otroku omogočiti, mu te izkušnje dati, da ve, da bo slišan, da je sporočilo oddano in bo tudi prejet zelo hitro odgovor. Še posebej moramo paziti, mlajši kot je otrok, ta naš odziv mora biti hitrejši. In na drugi strani moramo paziti, mlajši kot je otrok, dlje časa bomo rabili, da od njega pride odgovor. Ker njegovi možgani morajo veliko dlje časa procesirati naše sporočilo. Tako da nek enoletnik bo potreboval veliko več časa, da bo sprocesiral naše vprašanje, kot recimo 6-letnik. Tu bomo pa malo govorili tudi o tem času za odgovor. Zdaj recimo sami nasmehi so eni izmed teh temeljev. Dam nasmeh, prejmem nasmeh, dobro se počutim, komunikacija je nek dober občutek, je nekaj dobrega. To je že osnova za to, da nam bo kasneje tudi govor predstavljal nekaj dobrega, ne pa nek stres, nekaj zdaj pa moram odgovoriti, zdaj pa moram reči, zdaj pa moram nekaj narediti. In ko se otrok začne oglašati, recimo, to se mi zdi tako eni taki lušni, zanimivi meseci, da ko kar neki te glasove uporablja, se igra z njimi, takrat je pomembno, da mu damo čas, da se s temi glasovi igra in igra, da ga ne prekinjamo, ampak počakamo, da on zaključi nek svoj monolog in se odzovemo potem z nasmehom, mogoče tudi s ponavljanjem, kar je on neki povedal, neki gaga, da tudi mi včasih to ponovimo, ker je že tukaj malo zametek tega. Če jaz ponavljam za tabo, tudi ti lahko za mano ponavljaš. Tudi nič ni narobe, ko recimo otroka vprašam, kako je.
čeprav je star 3 mesece, pa itak nima pojma, kaj to pomeni, kako si. Ampak jaz vprašam z nasmehom, z interesom, kako si, in potem se ustavim, kot da pričakujem odgovor, čeprav on tega vprašanja ne razume in odgovor ne bo zdaj ravno, dobro. Ampak če mu mi damo ta nek čas za odgovor in izražamo z mimiko in govorico telesa, da pričakujemo, da se bo on odzval, da bo nekaj odgovoril, se s časoma bo odzval. Čeprav bo to mogoče neko brcanje, pa bo nasmeh. Ampak to je to, izmenjava, je že komunikacija, čeprav ni govor, čeprav ni to zdaj pa, ne, kako si gor dol. Tukaj so ti temelji, ki jih moramo postaviti, da bo potem ta govor, kot ga mi si predstavljamo, lepše, bolj tekoče stekel, z manj nekimi ovirami. V prvem letu je tudi zelo pomemben sam razvoj govoril, da tukaj pazimo na ta vidik, ker tako kot bodo naša govorila se razvijala, tako bodo tudi potem ti glasovi lahko ustrezno sproducirani. Če imamo mi kakšne težave, da recimo zobki ne rastejo prav, jeziček uhaja ven, vse to se bo potem na glasovih poznalo in vse to mi lahko že v prvem letu krepimo. Recimo, če gremo na te, zdaj so že zelo poznane, vse posod okoli vaje motorike govoril. So to razne igranje, afnanje z govorili. Dobre so zato, da ti z otrokom preživljaš nek kvaliteten čas, da je nek skupen čas, v katerem uživaš, se hecaš in pač zraven še krepiš te mišice. Ni pa to nujno, da bomo mi zdaj, ker pa mi nismo nikoli tega delali, pa zdaj ne bo otrok zmogel prav govoriti. Ni nujno. Nujno je bolj, da mi skrbimo za ustrezen razvoj hranjenja, ker to so te naravne vaje motorike govoril. To, kar nam je narava čisto spontano dala. Mi s tem, ko gremo skozi te pravilne razvoje hranjenja, mi skrbimo tukaj za dihanje, požiranje, kontrolo slino, žvečenje, vse to razno premikanje, vrtenje jezika po ustih, ko to hrano predelujemo. Tudi recimo brisanje brkov, ki nastanejo, ko pijemo jogurt, po zgornji ustnici. To so vse naravne vaje motorike govoril, ki nam krepijo te mišice, da v bistvu nimamo potem potrebe po nekih teh usmerjenih vajah motorike govoril, ki velikokrat nimajo tako tesne povezave prav z glasovi. In vse to, kar se tiče, kar sem omenila, in žvečenje in kontrola sline, je pomembno za razvoj teh naših govoril, da so sposobna motorično pravilno nastaviti jezik, ustnice, zobe, tako da se zdaj sproducira nek točno določen glas. Zdaj mi, če želimo izgovoriti L, je zato potrebno postaviti govorila v točno določeno pozicijo, kot če recimo želimo reči Š, je to spet malo drugače. Mora jezik biti tam, pa zobje tam, pa bla, bla, bla. V glavnem tega je veliko in mi moramo to kontrolo imeti. In mi to kontrolo dobimo s tem, ko te mišice, jezik, lička, vse to aktivno uporabljamo. In to nam da hranjenje. Že v začetku sesanje in potem prehod na gosto hrano, trdo hrano, to je naraven proces skrbi za razvoj govora. In pri tem moram ravno na ta del žvečenja opozoriti, ker smo nekako postali malo, ko bi rekla, ohlapni pri tem. Premalo spodbujamo samo žvečenje, predolgo odlažemo s trdo hrano. Dolgo časa smo tako, hočemo vse olajšati otroku, da bo lažje šlo, in vidim potem, enoletnike, ki so še vedno čisto na pasirani hrani. Tu nimamo žvečenja nobenega. In s tem smo zamudili že nekaj tega treninga naravnega, žvečenja, naravne vaje motorike govoril, naravnega spodbujanja določenih mišic, ki sodelujejo potem pri govoru. Pa, kar so otroci v bistvu, že tako ga si rekla, ki je že sama narava, ki je še naravno, ki je bilo že v bistvu pradavnini. Otrok ima tudi zato ene reflekse in tako je opremljen, seveda pa je treba tudi določeno znanje, katera hrana, kako, in je tudi pri tem je zdaj veliko spletnih strani, sicer dosta tudi angleških. Tudi jaz, ko sem uvajala hčerko, sem si zelo pomagala, če napišete v Google BLV, pa določeno hrano in je prav spletna stran, moram pogledati točno, ampak je res za vsako hrano zelo, kako ne bi po obdobjih uvajal in na kakšne kose lahko pri določenem starosti uvajaš. Mogoče probaš tako hrano, ki je manj možnosti, da se zaleti. Tiste, ki je zelo strah,
Tukaj je sploh cela tema. To je še tema za eno celo predavanje. Tako smo prestrašeni ratali in pozabimo na to naravo, da nas je narava pripravila na vse te težave, ki lahko pridejo. Meni je bilo zelo všeč, zadnjič smo se ravno na enem predavanju pogovarjali in je bilo izpostavljeno ravno to, da nimamo v mislih, da ima otrok že veliko prej kak refleks, kot imamo mi odrasli. Mi odrasli imamo, ko pride hrana, že zelo zadaj na jeziku, šele takrat se nam začne pa nekaj pokašljevati, dvigovati. Otrokom se to začne pri jeziku veliko bolj naprej in že zelo hitro, še preden je nek resen problem, že pride ta refleks. In na to pozabimo in si kar mislimo, da ko enkrat začne otrok kašljati, da to je zdaj pa že v rešilca, pa gremo pa ojoj, pa raj ne bomo dali, kaj pa če se bo, in ga s tem v bistvu mu ukrademo del nekih izkušenj, ki bi jih lahko pridobil v optimalnem obdobju. O optimalnih obdobjih tudi nisva še nič govorili, ampak vsaka stvar, vsaka spretnost ima neko svojo okno, ko je otrok najbolj dovzeten in se tega najlažje nauči, najhitreje, kar hitro steče, ker se nam včasih zdi, včeraj sem mu pokazala, danes pa že zna. In vsak otrok ima tudi majčkeno prilagojeno po svoje, kdaj je to okno. In se mi zdi zelo pomembno še, da to omenva, da moraš svojega otroka spremljati, opazovati, mu ponuditi in ne vsiljevati, če nekaj še ne gre. Da spremljaš, kdaj so kakšna okna za kakšno stvar. Nekateri bodo škarjami že pri 2 letih rezali kot ne vem kdo, nekdo bo pa šele pri 5 razvil ljubezen do škarij, ampak če mu bomo mi pri 3 letih te škarje vsiljevali, pri 5 letih bo sam še, ko bo zagledal škarje, bežal stran in tega optimalnega okna ne bo. Ampak okej, to sva zdaj malo zašli. Zelo pomembno je to žvečenje, ker pri tem žvečenju toliko enih mišic sodeluje in jezik se vrti levo, desno, gor, dol, vse povsod, da je res tak dober temelj tudi za sam razvoj govora. Če gremo še malo bolj na ta jezikovni del, mi v prvem letu ravno ne pričakujemo, da bo otrok povedal kaj smiselnega. Je pa nujno to, da se igra z glasovi, da jih uporablja. Tam nekje po 6. mesecu rečva, pa je naša naloga, da pazimo na en poseben stavek ali frazo, manj je več. Da ne govorimo preveč, predolge stavke, razlagamo na dolgo in široko, ampak se raje osredotočimo na eno besedo, besedno zvezo in to ponavljamo v podobnih situacijah. Mi se naš govora naučimo s ponavljanjem. Ko eno besedo slišimo, zdaj številke si izmišljujem, ker je odvisno od vsakega posameznika, ampak moram jih pa vključiti, da si lažje predstavljamo. Recimo, ko besedo slišimo 100-krat v zelo podobni situaciji, ji bomo s tem določili pomen. Naprimer, če vedno, ko očka pride iz službe, rečemo, ko stopi v hišo in mi rečemo, ati! In če bomo mi to 100-krat naredili, bo otrok s tem, ko zdaj pa ta oseba pride v moje vidno polje, mami ob tem vedno reče ati, ta oseba ati, to je to, to pomeni on je ati. Na ta način ti naši dojenčki, malčki usvajajo pomen besed. Ko ima beseda za nas pomen, jo bomo mi šele poskušali izgovoriti. Zelo redko, kdaj se zgodi, da bomo pa zdaj kar neko besedo, ki sploh ne vemo, kaj je, pa jo kar uporabljali. Ni to optimalno, pravilno, ustrezno, karkoli vse to, ampak ko besedo slišim v podobni situaciji, ji določim pomen in šele takrat jo bom pa tudi poskušal izgovoriti. In običajno je to le nek približek te besede in potem spet, 100 ponovitev, in nam gre čedalje bolje in je to čedalje boljši približek te besede, kot jo mi izgovorimo. In ko nam gre že res dobro, bomo to besedo uporabljali v stavku. Vse gre s tem ponavljanjem. Ključen je res tisti vidik, ko določimo besedi pomen. Torej, če bomo mi zdaj 10-mesečniku ali pa 1-letniku povedali milijon različnih besed na dan, bo potreboval veliko več časa, da jim bo določil pomen, kot pa če se mi osredotočimo na nekaj vsakdanjih besed, ki jih lahko res vidi, izkusi. Spet manj je več. V tem vidiku se jim v prvem letu, da je ta razvoj hitrejši, da prej začne otrok govoriti, ker ima te vsakdanje besede res popredalčkane, usvojene, to je to. Če pa mi nalagamo, je pa tega tako,
veliko za popreveč. Ja. To bi bil ta glavni del za prvo leto, pa greva naprej. Okay, super. Kaj pa potem? Se pravi, potem lahko pričakujemo res vedno bolj intenziven razvoj. Tudi govorila so, če dalje bo razvita. Boš na kratko opisala potem, kako lahko razvoj poteka, recimo od 1. do 2. leta, pa potem od 2. do 3. Pa kaj še naj bo naš govor potem, si rekla, manj je več, pa kako mogoče, kakšen model govora oziroma kaj priporočaš? Ja, potem, ko vidimo, da otrok nekako začne govoriti, začne uporabljati besede, pa počasi opuščamo ta manj je več. Ampak moramo paziti, da res v skladu z otrokom, da ne gremo zdaj iz ene skrajnosti v drugo. Ampak počasi pač dodajamo čedalje več besed. Ko ima recimo otrok v svojem besedišču okoli 50 besed, da je pač to 50 zdaj besed, ki jih izgovarja, pa to ne pomeni, da štejemo samo tiste, ki so pravilno izgovorjene, ampak vse, kar za otroka ima nek pomen. Tudi če on reče ba in je to za njega bager, je to beseda, to štejemo kot besedo. Ko jih je nekje tam 50, ko že je nek tak nabor, jih zmore povezovati v stavek. Se pravi, 2 besedi združi skupaj. Običajno imamo kakšen mami lej ali pa mami pil in to pričakujemo pri 2 letih. Da že zmorejo lepo povezovati po 2 besedi skupaj. Potem pri 3 letih pričakujemo, da bodo to že 3 besede. In tako približno naprej. V tem obdobju tudi pridejo zelo upoštev pravljice. Mogoče se tukaj dotaknemo, zakaj je to branje pomembno. Je pa iz tega vidika, ker v pravljicah in zgodbah imamo mi besede in strukture stavkov, ki jih mi v vsakdanjem življenju pač ne uporabljamo. In s tem širimo otrokovo besedišče in tudi zaznavanje teh vseh raznolikih struktur. Bi pa tu opozorila na to, da pazite, kakšna je vsebina, da ni zdaj tle treba pravljico brati točno tako, kot je napisana. Sploh prvič ali pa drugič ali pa tudi tretjič, ko jo beremo, je veliko bolj smiselno, če zelo prilagodimo te stavke, jih raj skrajšamo in pazimo, da bo najprej otrok razumel vsebino knjige, da bo razumel, kaj je v tej knjigi sploh bilo, kaj se je zgodilo. Potem, ko pa knjigo večkrat preberemo, pa že bolj sledimo tem novim besedam, novim strukturam. Ker če bomo zdaj mi neko novo knjigo prinesli in je zdaj to tako po možnosti še kar obširna knjiga, in bo v tej knjigi 100 novih besed, bo otrok težko sledil. Smo pa spet pri tistem, da jaz zdaj moram toliko enih novih besed zdaj popredalčkati, kaj, kam, kako in lahko dosežemo to, da otroku pravljice sploh ne bodo zanimive, jih ne bo hotel poslušati, ker pač ne razume. Če dam mogoče bolj konkreten primer, če gledamo samo na nivoju stavka, je velika razlika, če je v tem stavku recimo 6 besed, od tega so 3 besede otroku neznane. Ne bo razumel. Če pa mi vemo, da pač otrok teh 3 besed ne razume, jih mi spremenimo, prilagodimo ali pa skrajšamo do te mere, da bo mogoče samo ena neznana, bo pa otrok zmogel razumeti stavek in hkrati bo tisto eno besedo ji že poskušal določiti pomen, ker bo vse ostalo razumel. Jaz upam, da sem bila tle dosti razumljiva. Tako se pravi, v bistvu malo prilagodimo, ne? Tako da pravljico prilagodimo sposobnostim otroka, pa mogoče tudi zanimanjem, tako da je čim manj neznanih besed, mogoče samo ena in da otrok tudi iz konteksta in da s tem pridobimo njegovo zanimanje. Dostkrat sem tudi prebrala, ne vem, če na tvoji spletni strani, ampak pač logopedsko, da tudi priporočate, da v bistvu otrok tako da na svitu brez nekateri priporočajo. Kako ti v tem? Zdajle sicer malo pod vprašanja. Meni je mogoče veliko bolj pomembno to, da otrok posluša, da zmore biti fokusiran na to, kaj jaz govorim, ne toliko nujno, da on vidi, kako govorim, ker pri pravljicah gremo bolj na vsebino, bolj na ta jezikovni del, se pravi besedišče in kako tvorimo stavke, ne toliko na to, kako mi izgovorimo nekaj. Ker kadar pa delamo, kako se nekaj izgovori, je pa pomembno, da nas otrok vidi. Bova to majčkeno kasneje še omenile. Jaz veliko bolj priporočam to, da ko beremo, da beremo tako, da otrok lahko knjigo vidi, gleda, da vidi ilustracije in da so tudi knjige, ki imajo ilustracije,
ravno iz tega, da otroka pritegnemo k poslušanju. Mlajšim otrokom, tam 2 do 3, večini je zelo težko samo poslušati pravljico. Seveda obstajajo eni, ki zelo uživajo v tem, ampak če gledamo tako večinsko, sploh v današnjem času, ko imamo ta tempo tak nor, tudi otroci čutijo ta tempo in se tudi njim ves čas nekam mudi, jim je zelo težko samo poslušati. In jaz vidim veliko več nekega napredka, usvajanja, nekega besedišča, vsega v tem, da mi beremo skupaj, tako da tudi otrok vidi ilustracije in ob tem, ko bereš, tudi z gibanjem ponazoriš kakšno stvar. Recimo, če je v knjigi neka nova žival, takrat, ko zdaj si bom zmislila, da je to zebra, in piše v knjigi, na obisk je prišla zebra. Bom jaz v tistem, ko bom prebrala, je prišla zebra, s prstom na zebro pokazala. In s tem bom otroku omogočila, da besedo zebra poveže s tisto sliko, ki je tam. Ali pa zebra se je usedla na stol, bom jaz z gibanjem roke ponazorila, ne vem, od njene riti pa do stola, češ to, na stol. Tako. In s tem gibanjem še dodatno pomagam razumeti te besede, ki so malo manj, ki jih otrok mogoče še ne razume. Tudi s tem, ko premikam kaj s prstom, spet pridobim otrokovo pozornost, kaj se dogaja, kje je, če mogoče kaj odplava. Tudi fajn je, kaj kdaj knjigo premaknem, da je okej, kaj sem imela že zadnjič, je bilo neko, da se je šla nekdo gugat. In smo zagugali celo knjigo. In se guga. In spet otroka pritegneš, ker se nekaj dogaja, ker je neka aktivnost, nekaj je. Tudi nič ne škodi, če otrok vmes sprašuje. Se mi zdi to veliko bolj pomembno, da mi ta otrokova vprašanja resno vzamemo, pa jih odgovorimo, pa pokažemo, kot pa to, ne, zdaj pa od začetka do konca preberemo in to je to. Se mi zdi veliko bolj pomembno, da sledimo res temu otrokovemu interesu, ker on, ko bo vprašal nekaj, kar tisti trenutek potrebuje, da bo razumel nekaj, kar smo prebrali. In če mi to ignoriramo, preskočimo, smo zamudili tisti trenutek, ko bi zdaj pa to se res usidralo nekam. Ki je bil v bistvu motiviran in tukaj se mi zdi zelo lepo, ko si poudarila to sledenje otrokovemu interesu. Ga na ta način podpremo, da v bistvu tudi odgovorimo na ta njegova vprašanja. Ja, pri interesu mogoče tudi še to, da zbiramo knjige, ki so njemu ljube tematike ali pa ki si jo sam izbere, bo veliko bolj motiviran, kot pa nekaj, kar smo zdaj mi. Ker se pa nam zdi luškana, pa lepa, pa super, pa gor dol, ja, ni nujno, da bo tudi otroku. Otroku, ja. Pri mlajših tudi zavihki, to sicer niso pravljice, no, ampak pri kartonkah jih malčke. Da so interaktivne. Tudi vse te, ko bi rekla, kartonke, da že ni ravno pravljica, se mi že s tem, ko opisujemo, ko poimenujemo, da že to je, ko bi rekla, predstopnja teh pravljic in je tudi pomembna. In zdaj mi ne rabimo neko zgodbo tam napisano, mi niti ne rabimo brati pravljice, tako kot je napisana, mi lahko opisujemo slike in je že to veliko, je že to ogromno, je že to doprinos. To bi rekla, zdaj, kar se tiče teh pravljic. Že prej sem nekaj omenjala ta čas za odgovor. In se mi zdi tukaj v obdobju od 1 do 3 je to še toliko bolj pomembno. Tudi včasih pride ravno v tem obdobju do tako imenovanega razvojnega icljanja, ko otrok ima polno glavo in prehiteva z mislimi sam sebe, ko on poskuša prvo besedo povedati, je v mislih že pri 3 in se potem zaštrika in obstane nekje. En tak primerček tega, no, ta pomembnosti tega časa za odgovor, da mi pustimo otroku, da se zbere, da pove, da mu damo dovolj časa, ko ga nekaj vprašamo, da on kot prvo sprocesira, kaj smo mi vprašali, oziroma včasih se pošalim, da je ena stopnja prej ta, da mora otrok najprej zdaj ugotoviti, a se ta vprašanje sploh nanaša na njega, pa ali ga sploh zanima to vprašanje. Preden pridemo do zdaj pa procesiranja, kaj je bilo vprašanje, a ga sploh otrok razume, pa mora razmisliti o tem, kaj bo odgovoril. In šele potem pridemo do tega, da bo zdaj pa to nek odgovor ven prišel. In to traja dlje časa, kot pri nas odraslih, ki imamo po 30-40 let izkušenj. Ko pride vprašanje, zleti ven. Pri otroku to ne more tako hitro iti. Tukaj vidim, da imamo tako globalno velik problem, ki smo neučakani, ko pa
sekundi pa pol čakanja že mislimo, da čakamo celo večnost na ta otrokov odgovor. Jaz priporočam recimo ravno zaradi tega, ker sami nad sabo nimamo kontrole, da si šteješ do 5. In ko si enkrat začneš to šteti, ko se ti zdi cela večnost in vidiš, koliko se tebi zdi, da je 5 sekund grozno velik časa, za marsikaterega otroka je pa še vedno premalo. Ampak mogoče da ko nekaj vprašaš, si sam pri sebi v mislih, ko šteješ do 5, preden vprašanje recimo še enkrat ponoviš. Je pa treba biti tle pozoren, a je otrok sploh slišal, a je bil pozoren, da vi njemu nekaj govorite. Ker vi lahko, če je otrok čisto v neki igri in se tam igra, lahko vi 10krat vprašanje ponovite, njegovi možgani niso zaznali, da vi njemu govorite. Ga ne morete kriviti, da ni slišal, da ni poslušal, da ni odgovoril, da ni, ker tudi če si sebe kdaj predstavljate zatopljeni v neko stvar, pa vas lahko nekdo 3krat nekaj vpraša in pol znori in vi ste tako, kaj, a ti meni govoriš, ne, sej nisem zdaj jaz tle kriv, da nisem odgovoril. Se mi zdi, da velikokrat bi se mogli tudi tako malo vprašati, kako je nam, ko nekdo se z nami pogovarja na določen način in to potem prenesti, in zdaj ti pričakuješ od otroka, da bo pa vse to gladko, veselo, lepo speljal. Ja, to smo že prej malo omenile. Da ne pričakovati, da bo otrok besedo rekel pravilno zelo hiter v tem razvoju, ko se še uči govora. Prvič, ko rečeš neko besedo, redko kateri otroci zmorejo, ker že prvič pa prav povedati, pa prvič prav ponoviti. To je treba malo treninga, malo časa, malo možgančki, da preizkušajo, da ugotavljajo, a je zdaj to ta način pravi, ko smo dali te ukaze, ali jih je treba spremeniti. In pri tem se mi zdi zelo pomembno opozoriti, da otrok sploh pri 2-3 letih ne popravljamo. Da jim ne dajemo nekega tega, narobe si rekel, ne, ni tako prav, pač Bog ne daj te besede uporabljati. Ja. Že to, da ti njemu rečeš, ja, pa to ni nana, to je banana. To jaz tako strogo odsvetujem, ne to delati. Ker pač otrok je povedal tako, kot so njegovi možgani in govorila sposobni, to, kot zmore. On ve, da je to banana. In on ve, da bi moglo ven priti banana, ampak ne zmore še te povezave. In če bomo mi njemu rekli, aj to nana, nas bo čudno gledal, pa kaj ti je, ne, ni, ne. To je nana. Ampak ja, še enkrat bo isto povedal, ker pač tako zmore. Naša naloga je, da mi za njimi čim bolj spontano v nekem kontekstu, v pogovoru to besedo ali pa besedno zvezo pravilno ponovimo. Nano jedu? Banano bi jedu. Da je v nekem dialogu, spontanem. Ni iz tega zdaj slišati banana. Češ, popravljam te, nisi prav rekel. Pa s tem, mogoče ste opazili, sem ta majčken poudarila. Ravno zaradi tega, ker ga je otrok izpustil. In s tem, ko mi eno stvar poudarimo, imajo možgani test alert, tam je bilo nekaj je bilo poudarjeno, to pomeni, da je bolj pomembno, to moramo zdaj mi spremljati. In s tem bodo možgani potem še bolj pozorni in naslednjič delali na tem, da izboljšajo ta del, kjer je bil problem. Tako da, naša glavna naloga je, da mi, ko otrok nekaj narobe govori v tem razvoju, da za njim pravilno ponovimo, čim bolj v nekem spontanem, mimogrede kontekstu. En tak praktičen, res uporaben nasvet, ja, se dala tak primer, tako lep, da si ponazorila, no, kako v bistvu ne popravljati, pa dati model pravilno, pa da poudarimo tisto, kar izpusti. Glavno je, da slišimo, ker s poslušanjem se učimo govora. Pa seveda tukaj še enkrat, da poudarjava ta del, da je naša naloga, da mi pravilno govorimo. Ker če bomo mi vedno rekli nana, nima otrok od kje pride do tega, da je to banana. In to, da mi pravilno govorimo, jaz spodbujam, da začnete že takoj, ko se otrok rodi. Sicer ja, otrok ne bo razumel, ne bo še kar nekaj časa se odzival zdaj na to, da bo tak govor uporabljal, ampak gre se za to, da tudi mi se učimo s ponavljanjem in tudi mi neke vzorce usidramo. In če bomo mi prvih 6-7 mesecev govorili popačeno, je zelo majhna verjetnost, da se bomo enega dne zbudili. Jaz pa ne govorim čisto pravilno, danes naprej bom pa pravilno govorila.
Mi smo ne opazimo več, da ne govorimo prav. Nam je to normalno, nam je to čistko. Včasih opazim, ko koga, ki poskušam na lep način popraviti. Ja, nisi lepo rekla, da je pazi, da lepo šumnike izgovarjaš. Pa sej sem. Ne, ti si rekla in bolj ponovim točno tako, kot so rekli in da se sliši tako neumno in je tako, ne, to pa že nisem. Ja, pa si točno tako. Iz tega zelo res vidim da se ne zavedamo. Zato je fajn, da ko se otrok rodi, že takrat pazim, pravilno uporabljam glasove, pač ja, čim bolj pravilno govorim, ampak zdaj tle ne mislim neke te stroge slovenščine, pravilnega vsega, da so te slovnične strukture točno tako, kot morajo biti, bog ne daj, da izpustimo, ki je kakšen i na koncu, pa to ne, ker to tudi ni naravno. Ta pogovorna verzija. Tako, samo v bistvu tudi, da ni preveč teh popačenih, poutročenih besed, papcati. Verjetno, če smo kje tako bolj v narečju, da ja, določene besede, ampak da probamo pa čim bolj, ne vem, da vedro, da ni lambar oziroma karkoli ga poimenujemo. Ja, ravno te narečje, ja, je super, da otrok tudi obe verziji pozna. Problem pa so, ja, pol te popačenke, ko imamo pri 3 letih še vedno boš papcal. Zdaj, ko je otrok star 1 leto, leto pa pol, pridejo prav, da rečemo boš ali pa boš papal, ker je to tudi otrokom lažje za imitirati, za potem, da oni uporabijo. Ampak to pač moramo postopoma zmanjšati, oziroma moramo zraven tudi uporabljati, evo, boš jedla obe verziji, da ponudimo, recimo. Mogoče bi pri tem še, tako kot si že zdaj vmes povedala, da se v določenih obdobjih je bolj okno to razvoja. Kdaj bi pa ti rekla, da se do katerega leta se te govorne sposobnosti otroka intenzivno razvijajo, pa mogoče pač tukaj še potem tvoj vidik tudi o logopedih, pomoči logopeda, če je to potrebno. Neko najbolj intenzivno obdobje za razvoj govora bi jaz določila nekje med 1,5 in 4 letom. To, če zdaj rečeva, res tisto, najbolj. V tem obdobju lahko res otrok naredi neke neverjetne preskoke, premike in napredke. Je pa po drugi strani tudi res, da so v tem obdobju razlike med enako starimi otroki največje. Takrat imamo, recimo, če imamo pred sabo otroka, ki je star 3 leta pa pol, je lahko zelo velika razlika z njegovim sošolcem, ki je isto star 3 leta pa pol, ampak če jih bomo pa pol gledali oba pri 4 pa pol, se pa čisto lahko zgodi, da bosta na istem nivoju. Res, v tem tam do 2. do 4. leta tukaj je zelo tak velik razpon in se mi zdi, da tudi v tem obdobju moramo biti najbolj kritični do teh mejnikov in res pogledati svojega otroka zdaj, kaj zna, kaj ne zna, kje zmore, koliko težav je zdaj res tukaj. Je pa tako, da bi rekla, da nekje do 6. 7. leta se da v logopedski terapiji pa še marsikaj narediti. Ampak tam pri 6, 7 imamo že kar tisto mejo, ko je že marsikaj težko. Težko je zato, ker moramo otroku vložiti truda in motivacije. Predvsem motivacija je tisti ključni element, da nekaj veliko dosežemo strani otroka. Pri teh letih je namreč nek govorni vzorec že toliko utrjen, da ga je kar težko spreminjati. Je že precej podoben našemu odraslemu. V bistvu bi tudi do 6. leta moral otrokov govor biti podoben odraslemu. Mogli bi ga že 100% razumeti, ne glede na to, s kom se pogovarja. Tudi če dela določene artikulacijske napake še, mora biti razumljiv tudi enemu stricu, ki pride iz drugega konca Slovenije. In v današnjem času imamo tukaj kar precejšen padec. Veliko otrok, ki jih jaz zdaj spremljam, ko gredo v šolo, se moram še jaz potruditi, da jih razumem. In to je za vstop v šolo, pač bom iskreno rekla, katastrofa. Ker to pomeni, da je res velik problem. Skratka, jaz rada dam en tak primer, da si predstavljaj zdaj pa sebe, kot starša, kot odraslo osebo, da se moraš zdaj pa ti, recimo, napačnega š-ja naučiti. Čeprav ti ga super znaš, pravilno znaš, no zdaj imaš pa ti nalogo, da se naučiš tega napačnega. In če se mi to probamo narediti, vidimo, koliko je to težko. Da zdaj čist nek drug vzorc, tle se moraš učiti, nekaj, kar si toliko dolgo časa treniral, ti je toliko spontano, in vidimo, da je nam, odraslim,
pa imamo veliko izkušenj in znamo motivacijo povleči iz ne vem kje vse, vemo, da recimo je treba gor dol, pa nam je težko. Kako je šele potem nekemu 6-letnemu, 7-letnemu otroku, ki pač res ima vzorec že utrjen in zdaj bi mi tle radi nekaj, kaj njemu čisto nam, pa jaz zase čisto dobro govorim, meni je v redu, kako bomo naredili neke premike. In se mi zdi, da imamo v praksi tako največ težav ravno z tam 8 do 11 let, ko jim manjka motivacija, ko jim manjka smisel, stvari so utrjene, prihaja puberteta in v tem obdobju recimo se naredi najmanj. Tako da, kar želimo narediti, kar želimo, da bomo naredili tako res zdaj, da se na glavo postavljamo, je praktično do vstopa v šolo, kar je pa tudi pametno zaradi samega vstopa v šolo, da otrok z dobrimi temelji pride v šolo, ker v šoli gremo mi s svetlobno hitrostjo naprej. Noben ne bo 2 meseca delal slušnega razlikovanja med S in Š, kljub temu, da že polovica razreda dan danes tega ne zmore. Nismo se ravno neki uspeli pogovarjati o tem, kdaj nas mora skrbeti, kdaj so kakšni rizični dejavniki, pa to ravno iz tega mojega zagovarjanja, da se niti o menikih ne maram pogovarjati. Ampak tako, kar vidim recimo v praksi, je trenutno, bi rekla, en tak zelo rizičen dejavnik ali pa neka panika, če naš 2-letni ali pa 2 leti pa pol star otrok še nič ne govori. Zame recimo je to že zelo tak alarmanten čas, da je treba obiskati logopeda. Kar pa imamo mi v praksi pri recimo pediatrih, ki jim to omenimo, pa zelo radi tako, do 3. leta ima še čas, do 3. leta ne bomo nič, bomo počakali, bomo videli, ima še čas. Spet sva pri tistem, kar sva že prej se pogovarjali, ima še čas. Kaj zdaj to res pomeni, ima še čas? Jaz nisem še naletela na otroka, ki ni govoril do 3. leta in potem ni bilo videti nobenih posledic. Mislim, da je to treba vedeti, kot starši, mi kot starši ne zavedamo, kaj vse spada pod razvoj govora, razvoj jezika. Pač se zgodi, da pride otrok pri 3 letih res v tisto neko zdaj obdobje, ko se me pa kar odpre in kar naenkrat začne veliko govoriti. Ampak posledice se pokažejo potem kasneje, lahko tudi šele v šoli, ker otrok do 3. leta ni uporabljal govora, ni uporabljal govora v smislu stavkov. Že lahko, da se je vse nalagalo nekom v možgančke in ima otrok besedišče, razumevanje je super. Ampak otroki do 3. leta imajo usta večinoma, bomo rekli po domač povedan, pač zaprta, glasilke niso delale. Vse to se bo nekje s časoma pokazalo. Ali se pokaže pri tem, da so težave pri usvajanju glasov, ker ta govorila niso delala, to je kot bi en stroj nekje pustili za 3 leta tamle, da samo posluša, kaj vse mora ta stroj znati, kaj vse ta stroj dela, navodila ima naložena, ampak ko ga mi hočemo po 3 letih zagnati, ja, pa tam neki škripa, pa tam neki ne dela, pa ne gre čist, ne. Sej dela, sej uspemo speljati stvari, ampak ni pa to, kar bi lahko bilo. Mogoče tako za lažjo predstavo, da pač sej na prvi pogled zgleda okej, ampak v ozadju se pa lahko pojavijo potem, lahko recimo tudi šele v 4. razredu opazimo, da ta otrok pa nikakor ne zmore neke zgodbe skup sestaviti, stavki so kratki, ni besedišča na nekih teh naših kike, ko, medtem ko, če, da, ki mi polno v slovenščini uporabljamo takih besed, ki nimajo same po sebi nobenega pomena. In če sva zdaj pri tem, da pediatri radi rečejo, do 3. leta ne bomo še nič ukrepali, če ne bo boljš, boste dobili potem najprej napotnica za ORL za sluh, kjer čakate pa tudi po pol leta, da sploh pridete do termina, preden pridete spet nazaj do pediatra, pa da ta mogoče res končno izda nalog za logopeda, je otrok že skoraj 4 leta star in pade v neko redno čakalno dobo, ki je v povprečju nekako v Sloveniji trenutno 1 do 2. In to pomeni, da gre otrok že skoraj da v šolo, preden sploh pride do prvega pregleda. Vi ste pa mogoče kot starš bili zaskrbljeni že pred 3. letom, ste že videli težave, ste želeli in mogoče bi takrat potrebovali le nasvet ali pa 2, da vas nekdo v pravo smer
kaj mogoče vi narobe delate, ravno te stvari vidim. Ta čas za odgovor, pa ne popravljati, ponavljaj za njim. Dej raj govor manj kot več, raj neko osnovno strukturo stavka, kot pa nalagaš. Take enostavne stvari, ki pač dokler ti jih nekdo ne pove, se jih ne zavedaš. In bi lahko, se mi zdi, da marsikaterega 3-letnika s tem rešil tega, da bo šel v šolo z inkubenimi težavami. Tako v praksi pač je zelo težko do logopeda prideti. To sem nekako želela povedati, da leta se kar obračajo. 1 leto, 2 leti pri predšolskem otroku pa je to ogromno. Ker ravno v tem predšolskem obdobju se mi največ naučimo, najhitreje tudi razvoj poteka in je potem kriza. Kot pivniki so otroci. Takrat in je res, tako, kot si rekla, pa je res veliko težje v šolskem obdobju. Sploh, ko si rekla, od 8. do 11. je res motivacija v primerjavi s predšolskim obdobjem, ki je veliko prek igre lahko motiviramo, je pa res veliko težje. Ko v predšolskem obdobju tudi logopedi in tudi specialni pedagogi res veliko prek igre, da otroci niti mogoče ne zaznajo, da se učijo. To je pa itak najboljši. Najhitrejši, najboljši, najlažji. Ja. Jaz sem prej omenila nekaj knjig, s katerimi si lahko pomagamo, ampak še vedno, to so le neki tako malo opisi, kaj, kako. Nekako pa ni, da bi rekla, da bomo pa na spletu zdaj pa dobili neke govorne vaje, jezikovne vaje, to dejansko pač res ne obstaja. Oziroma tako zelo v majhni meri, da boste težko zdaj pa sami rešili problem. Ker se mi zdi za marsikatero stvar, pri zdravniku nisem nikamor prišel, bom malo pogooglal, pa najdeš možnosti, neke alternative, da nekaj prebereš, pa probaš, pa gre. Ampak na področju govora in jezika trenutno imamo zelo, bi rekla, slabo dostopne neke vaje, pa da bi ti res kot starš vedel zdaj, zakaj neka vaja, kaj je pri vaji pomembno. Če zdaj mi želimo popravljati neke glasove, tukaj v zadju je res veliko nekih specifičnih znanj, procesov, ki jih je treba vedeti. Ja. In če boš ti sam z otrokom po neki vaji ali pa neke, ne vem, slikce nabral za š in to delal, ne bo čist šlo. Ne gre. So pač stvari, ki ti jih žal res samo logoped pokaže, pove, ampak ja, pride do logopeda je pa potem umetnost. Trenutno kar, da lahko mogoče mečkano usmerim, oziroma so veliko več začeli delati ravno na tem manjku, je spletni portal Gingotalk. Oni se recimo zdaj res, da poskušajo in napredujejo pri tem, da dajo dejansko neke res govorne vaje in zraven napišejo, kaj je pomembno, kakšne nasvete, kako to spontanem, tako da mogoče tole, da še omenva, da se tukaj da nekaj stvari najdeti. Oni imajo tudi pomočjo lutke, tudi knjigo imajo, Ginkov deželi besed, tako da ja, res fajn stvari, uporabne zelo. In na spletu imajo že kar nekaj teh brezplačnih delovnih listov, v bistvu, da ti je lahko kot neko pomoč kaj še potrenirati, tudi ogromno člankov že, da se da tudi kakšna stvar prebrati. Vidim pa, da je včasih, ko starši iščejo nekaj, jim takih stvari niti Google ne vrže ven ta pravih stvari. Tisto, v bistvu tudi starši ne vejo točno, kaj napisati, tako, da bi ti zdaj res, da te pripelje do tam, kamor moraš iti. In bi tukaj mogoče zdaj pa še omenila še malo tudi to, da zdaj ni ravno konec sveta, če dobite termin čez 2 leti pri logopedu v zdravstvenem domu, da bi mogoče svetovala, da vem, da si je marsikomu težko privoščiti neko zdaj privat obravnavo, ampak včasih mogoče vsaj za eno obravnavo, za neko svetovanje, da vam nekdo da vsaj par napotkov, kje paziti, kaj delati, kako govoriti, da ste lahko spodbudni, se mi zdi, da se zelo splača in da je fajn mogoče res poiskati pa kakšno privat pomoč, zato da ta pomoč pride takrat, ko je treba, ne potem, ko smo že nakopičili nove težave. Jaz sem pred časom prav oblikovala en seznam privat logopedov v Sloveniji. Mislim, da kar večina jih je zajetih noter, najde se kje kdo, ki ni želel biti, bi rekla, izpostavljen tako javno, ker je vendarle mogoče kakšna omejitev s številom obravnav, ki jih lahko
lahko naredi in že presega svoj limit. Ampak načeloma pa rečemo, da tako večina logopedov, ki delujejo tudi privat v Sloveniji, je na tem seznamu. Razdelila sem jih po krajih, tako da si lahko lažje potem pogledaš, zdaj, kdo pa je najbližje. Je pa tu še problematika tega, da je to zelo neenakomerno razporejeno po Sloveniji in so nekateri konci zelo okrnjeni tudi s privat logopedi. Tako da nekako bom zaključila z istim stavkom, ki sem ga že prej rekla, da do logopeda pride je v Sloveniji danes kar težko. Tako da se splača malo prej biti pozoren na mejnike, na to, kako se pogovarjati, kaj točno delati že v prvem letu otrokovega življenja, drugem, tretjem, ker takrat se glavni temelji postavijo. Ja, lepo si tole povzela, si bila zelo izčrpna in kljub temu, da pač nisva direkt o mejnikih, da si zajela res vse te temeljne pomembne informacije, pa da si podala res veliko koristnih pa konkretnih napotkov za starše, v bistvu, kje poiskati, katero literaturo, kje na netu dobijo ta prave take zadetke, ki jim bodo res veliko pač koristnega, da bodo lahko imeli od tega, pa tudi to, res konkretne napotke. Res hvala za vse te izčrpne koristne informacije. Hvala tebi za povabilo, govorili bi lahko seveda še stvari je še veliko, jaz upam, da res, da sva nekako probali tiste ta glavne stvari malo poudariti, kaj je pomembno. Najlepša hvala, še enkrat pa vsem hvala za poslušanje. Nasvidenje.